Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji, tisti, ki imate Slovenijo v srcu. Danes začenjamo pohod za domovino. Šli bomo po poteh osamosvojitve in z nami bodo nekateri akteri tistega časa. Z nami je danes Tone Kuntner, pesnik, dramatik, ki ima Slovenijo v srcu. Tone, prosim za tvojo besedo. Mislim, da je prav, da povem eno od pesmi, ki ima naslov Slovenska pomlad. Samo dva sva v Sloveniji, ki sva napisala pesem Slovenska pomlad. To je bil Janez Menart, pesem Slovenska pomlad, pesem, ki so jo prebrali, ko so zaprisegli prvi slovenski vojaki. In dobro sledite temu, tej vsebini in si predstavljate, kaj so to slišali ti mladi vojaki. Prvi slovenski vojaki so zaprisegli na Igu. Dare Valič je to pesem takrat prebral. Zdaj ne vem natančno datum, kdaj je bilo to. In v Pekrah. Aleksandar, mariborski igralec, zdaj se ne spomnim. Tu in tam so prebrali to pesem slovenskim vojakom in jaz bom odprl to pot za domovino s to pesmijo. Drevo slovenstva raste 1000 let in zdaj prišla je velika pomlad, ko odcvetel je hrepenenja cvet in že zori svobode zlati sad. Sad, ki zori, ni dar bogatih tal in sončnih dni in blagega dežja iz upanja. Pognal je sredi skal in rastel iz skrbi in iz gorja. In zdaj zori. In milostivi čas je med sinovi našega rodu vseh dob in let in dni določil nas za zadnjo stražo svetega sadu. Da ga z drevesa 1000-letnih nad še zadnji hip nam ne ukrade dat. Hvala. Hvala lepa Tonetu, ki je pravzaprav simbol slovenske pomladi, na nek način kulturni simbol slovenske pomladi. Z nami pa je danes tudi dr. Milan Zver. Dr. Milan Zver je evropski poslanec, že 3. ali 4. mandat, veliko. Milan Zver pa je bil tudi šolski minister. V njegovem času so se spremenili učni načrti in se je slovenski pomladi in slovenski državnosti dalo bistveno več poudarka kot poprej. Milan Zver je od začetka pri osamosvojitvenih procesih. Naj spomnim, da je ta trg bil prizorišče, ko se je prebrala deklaracija, Majniška deklaracija leta 1989, in se je zahtevalo osvoboditev, demokracijo. Milan Zver pa je tudi aktiven poslanec v Evropskem parlamentu, ki brani to demokracijo. Kajti demokracija in država nista samoumevni, lahko jih tudi izgubimo in temu se želimo izogniti. Milan Zver, dr. Milan Zver. Hvala lepa, Mojca. Hvala lepa, da si organizirala to prireditev, da si me povabila medse, med tiste, ki jim Slovenija je intimna opcija. Mojca me je prosila, da bi povedal par besed o
Majniški deklaraciji, pa o tistih dogodkih, pa o Jožetu Pučniku in z veseljem sem seveda rekel ja. Torej, 8. maja, to je bilo leta 1989, politično že razburkana scena, če se malo spomnite, tiste, ki ste malo manj mladi, tako kot jaz. Jaz se spomnim, sem prišel na prireditev z one strani, bila je tudi kakšna kosa, pa srp in podobno grablje, kar je dalo vedeti, da se tudi kmečko prebivalstvo upira recimo tedanjemu režimu. Ampak ta prireditev, ki je bila takrat tukaj, je bila nekaj posebnega, ker je bila precej širše organizirana. Celo nekatere mladinska družbeno-politična organizacija recimo imela tukaj odprto sejo, formalno pravno, samo zato, da je režim dovolil, da se ta dogodek zgodi. To je bila dobra ena finta. Režim ni smel prepovedati odprte seje Zveze socialistične mladine, in moram reči, da je zlasti ljubljanska organizacija bila tukaj, univerzitetna organizacija bila zelo, zelo proaktivna. Tako da je prišlo do veličastnega dogodka. Ko sem prišel na to prizorišče, takrat so peli Janez, Kranjski Janez, in to ansambel, ki kasneje glih ni maral Janeza Janšo. Janez je bil takrat drugič zaprt in ljudje so čutili neko ponižanje Slovenci in zaradi tega so se tudi zbrali v velikem številu. In spomnim se, da je tukaj zadaj Tone Pavček prebral Majniško deklaracijo. Majniška deklaracija, ki je prej nastala, je že imela nekaj takih predstopenj, ampak na koncu so jo Rupel, Janša, Bučar in še kdo na fakulteti v Ruplovi pisarni oblikovali dokončno in tako je bil tukaj ta osnutek prebran. To je izjemno pomembna zadeva. Slovenci imamo Majniške deklaracije že iz konca Prve svetovne vojne, ki je bila tudi zelo pomembna. Imamo tudi to in nekateri mislijo, da bi jih mogli imeti še več, ampak s tem, ko pišemo nove Majniške deklaracije, vzameš neko težo in pomen ta glavni osrednji Majniški deklaraciji, ki je prvič omenila možnost samostojne Slovenije in pa demokratične Slovenije. Potem je kmalu nastala temeljna listina, zato ker so se Zveza socialistične mladine, pa Socialistična zveza, partija itak ni bila zraven, odpovedale Majniške deklaracije in so naredili alternativno temeljno listino. Ta temeljna listina pa še vedno ostala v okvirih Jugoslavije in pa socialističnega samoupravljanja kot sistema. No, ljudje so množično ploskali, ko je Tone Pavček to prebral, potem pa so imeli nagovore še nekateri politiki, Rupel recimo, ampak najbolj je poudaril govor Franceta Tomšiča. Tomšič je začel tako: svoboda Janše je tudi naša svoboda. In potem je govoril o tem, da ne smemo svojih sinov pošiljati več v vojsko na služenje vojaškega roka v druge republike, da morajo ostati sami, da moramo imeti svoj budžet in na koncu pravi, ampak veste, predstavljam si, čisto lepo si predstavljam našo Slovenijo kot državo članice Evropske unije. No, tukaj so potem marsikdo zameril recimo tem besedam Franceta Tomšiča, ki je bil najbolj pogumen v izjavah in hvala Bogu, da je to tudi povedal. Tisti čas so še nekateri upali na neko koincidenco med oblastjo in pa opozicijo. Imeli smo neko Smoletovo okroglo mizo oziroma neke sestanke, kjer bi naj prišli skupaj in naredili tak mehek prehod. Ampak Smole je vedno poskušal zadevo pripeljati na svoj mlin in takrat se je pojavil en glas in to je glas dr. Jožeta Pučnika in je rekel, dost je, mi bomo naredili svojo opozicijo in ne bomo se več pogovarjali z njimi. No in tukaj stopi Jože Pučnik na sceno. Vi lahko imate fenomenalno klimo, kulturo, da so ljudje za človekove pravice, za samostojnost pa tak dalje, ampak če ni neke avtoritete na vrhu, ki določa in sprejema najpomembnejše odločitve, zadeva lahko propade. In hvala Bogu, da smo mi dobili Jožeta Pučnika nazaj
da se vrnil v Slovenijo, da je klic domovine začutil, pustil marsikaj v Nemčiji in začel tukaj znova. In združil vso to opozicijo, ki je bilo praktično nemogoče združevati. Pučnikov je združil v Demos in to že istega leta, proti koncu leta, in na koncu, začetku spomladi 90 popeljal do prve zmage in do oblikovanja nove slovenske demokratične vlade. To se je več ali manj dogajalo tukaj, pa tu blizu v teh inštitucijah. Mojca je zbrala še nekaj destinacij, ki se jih bomo udeležili, in na vsaki taki bo nekdo nekaj povedal v zvezi s tem, da malo obudimo spomin na pretekle lepe čase, najpomembnejše čase v razvoju slovenskega naroda. Jih ne smemo pozabiti. Če bomo spet imeli, Mojca, kdaj ministrstvo, bomo dali še večji podarek ravno temu. Ko smo prišli na ministrstvo pred skoraj 20 leti, so nam rekli, se nima smisla, to še je premala časovna distanca, zakaj bi se ukvarjali s tem, ne? Na maturi niso imeli vprašanj o osamosvojitvi, pa o priznanju mednarodnem Slovenije in tako dalje. Ampak je bilo težko, pa smo vendarle naredili en velik ruker, premik in na koncu so imeli otroci možnost tudi na maturi odgovarjati tudi na ta vprašanja. Torej tudi ta vprašanja, najpomembnejša vprašanja v razvoju slovenskega naroda, so bile inkorporirane v kurikul pa šolske načrte. Ampak tega še ni dovolj, nas čaka še veliko dela, jaz upam, da bomo to delo tudi upravili. Zaenkrat pa hvala vam, da ste prišli sem, gremo naprej. Hvala Mojci, da je organizirala ta dogodek. Hvala. Hvala lepa, Milan. Naj povem še, spomnim še na to, da je Milan dosegel ta teden izjemno zmago. Evropsko sodišče je dosodilo, da mora Evropska komisija razkriti dokument v celoti, tudi tisto, kar je bilo počrnjeno, ko je Vera Jourova prišla v Slovenijo in začela Ustavnemu sodišču prati možgane glede zakona o RTV-ju. Tako da en velik aplavz za Milana. Zdaj pa naj se zahvalim še organizatorjem, soorganizatorjem tega shoda. Ogromno delo je naredil gospod Selčan, Daniel Selčan iz Domžal, senior. Daniel, kje si? Evo, z največjo zastavo. In vodja pohoda je tudi Richard Gerbec, ki vam bo še nekaj besed povedal, preden gremo k Prešernovemu spomeniku, od Prešernovega spomenika na Roško, iz Roške pa na Metelkovo in se vračamo mimo Unionske dvorane, kjer bo imel govor tudi Aleš Primc, na Roški bo imel govor torej predsednik SDS Ljubljana, Aleš Hojs, in mimo Metelkove na Unionski dvorani ter na Pučnikov trg, ki ga ljudje imenujemo Pučnikov trg, oblast pa nekoliko drugače, ampak nič hudega. Tam pa nas bo pričakal tudi gospod Alojz Peterle. Tako da nas čaka lep pohod. Richard? Ko so me povabili, da bi bil nekako vodja tega pohoda, sem bil vesel in sem takoj sprejel. Sej nekateri veste, da sem pred 2 leti El Camino prehodil, tako da ta 10-kilometrski pohod ali pa med 9, pa 8, pa 10 ne bo nič posebnega. Mogoče za nekatere bo malo težje, za nekatere bo malo lažje, ampak mislim, da bomo prišli do konca. Sem vodja pohoda, tudi nekako zadolžen za to varnost. Prosim, da se gibljete skupaj, da se držite navodil, hodili bomo po pločnikih, to so me tudi na policiji vprašali, kako bo to potekalo. Vprašali so me pa, kakšni ljudje prijo, sem rekel, tisti približno, ki smo pred magistratom na teh protestih. Pa v redu, pa ne bo nobenih težav, tako da res ne bo. Zdaj med potjo boste verjetno žejni, tako da tukaj je voda, vsak si lahko vzame eno vodo. Po koncu pohoda gremo pa na Nazorjevo, to je Nazorjeva ulica, tukaj v centru Ljubljane, ki je tale gostilna restauracija Alegrija, tam bomo imeli eno malco. Tisti, ki še nimate bona, pridite do mene, boste dobili bon, ker čez 10 minut moramo prijaviti približno, koliko nas bo, da nam pripravijo dovolj obrokov za vse. Hvala lepa za udeležbo in upam, da se bomo imeli lepo. Hvala. Kavalir,
je tu in kdor ne more hoditi, naj se pelje zraven s kavalirjem, lepo prosim. Tone, zaključi tole srečanje, prosim. Kdor je pa še žejn malo poezije, oziroma tiste poezije, kdor je še žejn slovenske pomladi, jaz jih imam ene par teh Menardovih, tukaj si lahko vsako vzame. Bom jaz tu odložil. Ja, tudi domovine nismo naredili čez noč, bile so ovire, tako kot danes, ampak mi jih premagujemo. Naši predniki oziroma naši, tisti, ki so naši sodobniki, ki so bili glavni akterji, so ustrajali. Ustrajali smo večkrat, ampak kje pa smo imeli vendarle tisto, kar nas je gnalo naprej? Kje smo imeli srce, dušo? Stojim pred spomenikom tistega, ki je Slovencem dal del njegove velike duše. Tone, povej nam kaj več o tem. Te pesniške duše, to za nami, za mano ni treba posebej predstavljati, to je avtor naše himne. In bom samo povedal eno kitico himne. Edinost, sreča, sprava k nam ne nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo, da oblast in z njo čast, ko pred, spet naša bosta last. In danes bi vam ta Frances Vrbe povedal sigurno tiste verze iz 7. soneta sonetnega venca. Da bi nebesa milost nam skazale, odtajat kranja našega sinove, njih in Slovencev vseh okrog rodove z domačmi pesmam Orfeja poslale, da bi nam srca vnev za čast dežele, med nami potolažil razprtije in spet zedinil rod slovenšne cele, da pod sladkote njega poezije potihnil ves prepir. Bile vesele viharjev, jezdih, mrzle domačije. Hvala, Tone. Zdaj pa se napotimo do Roške. 3 gospe, ki najtežje hodijo, gredo lahko s kavalirjem, ostalo pa bomo morali peljati ozvočenje, da bo pred nami tam, da se nam bo čakalo na ozvočenje. Tako da, če bi kdo rabo taksi, ne pove, 3 pa lahko gredo s kavalirjem. Jaz bi samo še to povedal, da zbiramo podpise za referendum, da otrok rabi očeta. Podpis lahko daste pri Poloni, da dvigni roko, v roza majčki, kdor še ni jo dal. Hvala lepa, se vidimo na Roški. No, pa smo tukaj. Tukaj na Roški, kjer se je govorilo v Sloveniji srbsko na sodišču. Jaz kot nekdanja pedagoška delavka moram reči, da me je to silno zabolelo. Da moja slovenščina ni bila upoštevana v moji državi. Danes nas spremlja tudi policija tukaj. Veliko mladih in malce starejših policistov, ženske. Hvala vam, policisti. Vi nikoli niste nehali govoriti slovensko. Hvala vam. Aleš Hojs, predsednik SDS Ljubljana, pa nam bo povedal več o teh dogodkih na Roški pred toliko leti.
Lep dober dan vsem skupaj. Najlepša hvala, da ste si današnji dan vzeli za ta pohod. Nekako je lepo, da se v stranki SDS vsako leto spominjamo teh dni, ki so ključno prispevali oziroma zaznamovali našo zgodovino. Ne nazadnje smo, lahko rečemo, srečna generacija, ki smo ta čas naše osamosvojitve, vzpostavitve države in samostojnosti tudi živeli. Torej, sama Roška se ni dogajala tukaj, tudi ta blok je precej nov, dogajala se je nekaj 100 metrov nižje. Torej, vsi tisti starejši, ki ste takrat tukaj bili, veste, da smo se zbirali tamle nasproti tistega glavnega vhoda. Danes tam stoji tudi spominska plošča in vsi tisti, ki ste takrat sem hodili, veste, da nas je bilo takrat mnogo, mnogo več. Mislim pa, da je seveda potrebno povedati nekaj besed vseeno tudi v tistem času za tiste mlajše, ki se tega časa ne spominjajo oziroma ga niso doživeli. Torej, po zaprtju četverice Janeza Janše, Borštnerja, Tasića in Zavrla se je nekako zbudil narod, če temu tako rečemo. Slovenci smo takrat začutili, da je prišel čas, ko je treba ne zgolj jugo armadi, ampak tudi političnemu vodstvu, slovenskemu političnemu vodstvu jasno povedati, da ne bomo dopustili, da bodo naše sodržavljane zapirali vojaki. Mojca je povedala nekaj besed o tem, da je po času, ko so priprli Janšo in ostale tri, sojenje se pričelo v srbskem jeziku. To je bilo pomembno zaradi dveh ključnih stvari. Prva stvar je bila ta, o kateri je govorila Mojca, torej šlo je za demonstracijo moči srbskega naroda, predvsem skozi jugo armado, o tem, kako bomo na teh prostorih tudi v bodoče primarno govorili srbsko. Še bolj pomembno od tega pa je bilo to, da so v tihem dogovoru z takratnim političnim komunističnim vodstvom Slovenije želeli dati vedeti, češ slovensko partijsko vodstvo pa s tem procesom nima nič. Torej, to je velika laž. Slovensko partijsko vodstvo je bilo seveda dobro seznanjeno s tem procesom, dobro je vedelo, komu in zakaj se sodi in seveda v tem procesu tudi potihem aktivno sodelovalo. Mnogo kasneje, ko je izbruhnila slovenska vojna, je bil strani slovenske milice, takrat slovenske policije, ki je opravila izjemno delo v času naše osamosvojitve, aretiran šef vojaške udbe, če temu tako rečemo, torej general Nedović. Aretirala ga je slovenska policija. Kmalu po aretaciji je Igorja Bavčarja poklical šef slovenske partije, gospod Milan Kučan, in mu zaukazal, naj Nedovića spustijo. Torej, lahko vam je jasno, kako močno je bilo slovensko partijsko vodstvo povezano z jugoslovanskimi generali in s takratno partijsko kliko v Beogradu. Tukaj dol smo se zbirali dnevno. Sam se tega časa spominjam seveda kot, ne bom rekel mladostnik, ampak vendarle, takrat sem bil v poznih 20-ih in lahko se predstavljate, seveda, da si ta čas spominjam da se tega dne oziroma tega časa spominjam res z neizmernim veseljem in z neizmerno radostjo, da sem tukaj lahko prisostvoval. V tistih časih seveda ni bilo interneta, ni bilo družbenih omrežij, odvisni smo bili od medijskega poročanja, ki pa je, glej ga za čuda, v vseh glavnih medijih zelo malo poročalo o dogodkih tukaj na Roški. Šele potem, ko je zanimivo, morda besedo več o tem kasneje, ko so v uredništvu Mladine, ja, prav ste slišali, Mladine, torej v uredništvu Mladine, se odločili, da ustanovijo odbor za varstvo človekovih pravic, ki ga je vodil gospod Igor Bavčar, in ko so na Radiu Študent, tudi to ste prav slišali, na Radiu Študent dnevno obveščali, kaj se dogaja na Roški, kaj se dogaja s procesom, zgolj skozi te dve, torej skozi tednik
in skozi dnevne informacije na Radiu Študent smo bili državljani informirani o postopku oziroma stanju tukaj na Roški. Ponovadi smo se zbrali tam okrog 14. ure. Radio Študent je že v jutranjih urah povedal, kdaj naj pridemo, kako naj pridemo in sam se seveda spominjam, takrat sem začel službo, oziroma že nekaj bil let v službi tam na Viču in kako smo skupaj z bicikli, kolegi prikolesarili tukaj na Roško, se zbirali pred temi vrati in demonstrirali. Mnogokrat je bila ta cesta zaprta, ker nas je bilo toliko, da je bila neprevozna in prav tisti narodni naboj tistih ljudi, ki smo tukaj stali, se mi zdi, da je pripomogel k temu, da se je Slovenija zbudila. Vojska se seveda na to ni ozirala. Potrebno je vedeti, da so vojaški tožilci kljub protestom arogantno podaljšali pripor za vse 4. Ta pripor je bil podaljšan do konca sojenja, so takrat rekli. Relativno hitro so vso 4 obsodili, Tasića na 4 mesece, Janšo in Zavrla na 1,5 leta in Borštnerja na 4 leta. Vojaško vrhovno sodišče v Beogradu je konec tistega leta vse te sodbe potrdilo, Tasiću celo zvišalo. In vsi 4 so seveda odšli na zaporno kazen, razen Zavrla, ki je po nekem čudežu prinesel neko zdravniško potrdilo, češ da prestajanja kazni ni sposoben. Njegova vloga je še zmeraj precej nerazjasnjena. Ko so naši fantje odšli v zapor, se je seveda gibanje Ljudsko vrenje nadaljevalo. In po toliko in toliko letih zgodovinskega proučevanja, raziskav in tako naprej, lahko vendarle rečemo, da pa je v tistem času bila narejena ena precej velika napaka. Torej, Odbor za varstvo človekovih pravic je na koncu štel 10.000 in 10.000 članov. Množično smo se v ta odbor včlanjevali, ne zgolj posamezniki, ampak tudi društva, organizacije in tako naprej. In v zraku je bilo pričakovanje, da se bo ta odbor preimenoval, preuredil v politično stranko, v politično fronto. To se na žalost, na našo veliko žalost, ni zgodilo. V mnogih, skoraj vseh vzhodnoevropskih državah so se take ljudske iniciative, take ljudske fronte preoblikovale v politične stranke, močno zmagale na prvih demokratičnih volitvah in uspele za tranzicijo držav, ki nas danes ena za drugo prehitevajo. Na žalost, kot rečeno, je bila to napaka, po moji oceni celo generirana strani partijskega vodstva. Potrebno je namreč vedeti, da so v odboru za varstvo človekovih pravic sedeli tudi tisti, ki so bili bliže partiji kot pa neki demokraciji, in ti so poskrbeli za mnenje znotraj odbora, da je potrebno ostati civilno-družbeno gibanje, da ni čas, da se ta družbeno gibanje spremeni v stranko, in na žalost je tudi ta napačna odločitev pripeljala do tega, da so nas kasneje 3/4 naše osamosvojitve vodili tisti, ki so bili zraven pri zapiranju 4, ki so bili zraven pri onemogočenju naše demokracije in ki so na žalost še danes zraven pri tem, ko javno govorijo, koga je potrebno podpreti in koga se na volitvah ne sme podpreti. Ampak danes smo tukaj, da se spomnimo tega obdobja, tega časa med leti 88 in 91, ki smo ga, kot rečeno, mnogi med nami tukaj doživeli v živo. In verjamem, da je to, da te dogodke obujamo, da se teh dogodkov spominjamo in jih prenašamo na mlajšo generacijo, pomembno tudi zato, da se zavemo, kako je to tisti čas, ko je nastala samostojna Slovenija. Ni razumljivo, da bodo čez nekaj dni v prvih vrstah prireditev naše državnosti
sedeli tisti, ki bodo uro ali dve za tem, ali pa že ves čas do sedaj govorijo, kako naš nastanek sega v leto 40-45. Torej popolna neumnost. Ampak poglejte, tudi ta neumnost, tudi ta resnica, oziroma ta laž bo nekoč presežena, kot so povedali mnogi, resnica nas osvobaja in tudi resnica o teh dogodkih nas bo osvobodila in verjamem, da bomo že to lahko zelo kmalu, tako kot na predhodnem referendumu, izkazali z našo udeležbo in s tem, ko bomo obkrožili tiste, ki so nas in to državo pripeljali v samostojnost. Naj na koncu še enkrat sem velika zahvala in srečno Slovenija. Ja, velika zahvala vsem ven. Večinoma ste seniori, vse je pa tudi prav, ker klub seniorjev in seniork to organizira. In verjamem, da je to, da ste današnjo soboto žrtvovali za to, nekaj, kar bo doprineslo tudi vzgoji naših mladih. Če lahko starejši, lahko tudi mlajši. Ampak usodne besede, ki so zaznamovale slovenski narod in slovenske odločitve, pa bo povedal Tone zopet. Gospod Hojs je povedal pravzaprav vse in nimam kaj dodati, razen tega, da se je 27. julija 1988 tukaj pred vojaškim sodiščem, jugoslovanskim vojaškim sodiščem, zgodil dogodek, ki nima primere. Spustili so četverico iz sodišča, vsak je dobil svojo porcijo kazni za slovensko domovinsko ljubezen. Največ je dobil Ivan Borštner, 4 leta, kot je bilo rečeno. In Ivan Borštner je tisti, ki je zanetil slovensko pomlad, iz katere je zrasla samostojna slovenska država, prvič v zgodovini. V nasmehu zgodovine, kot je rekel Peterle. In ta Ivan Borštner je začel svoj govor, jaz sem bil priča, vi tudi najbrž, je začel svoj govor s Cankarjem. Je začel, jaz, bratje, pa vem za domovino. In se predstavljate, pred tem sodiščem je rekel, jaz, bratje, pa vem za domovino. Tako je začel svoj nagovor. Jaz imam ves njegov govor, original, tukaj skeniran in boste lahko si pol vzeli, spodaj je podpisan ročno Ivan Borštner. Jaz bom pa povedal samo te Cankarjeve besede iz leta mogoče 1910 ali 9 ali 10, ne vem, je napisal, jaz, to je pa vsa vsebina slovenske pomladi. Da je zanetil slovensko pomlad, je povedala gospa zgodovinarka Rosvita Pesek. In to je res. On je zanetil slovensko pomlad. In ta tekst boste lahko prebrali originalno, jaz bom pa povedal Cankarja, kot sem rekel, ki je 80 let pred slovensko pomladjo povedal vso vsebino slovenske pomladi. Jaz, bratje, pa vem za domovino. In mi vsi jo slutimo. Kar so nam siloma vzeli, za kar so nas ogoljufali in opeharili, bomo dobili povrnjeno in poplačano s tisočerimi obrestmi. Naša domovina je boj za prihodnost. Ta domovina je vredna najžlahtnejše krvi in najboljšega življenja. Iz muke, trpljenja in suženjstva neštetih milijonov ne bo zrasla, je vzrasla ta naša domovina, ta prelepa zemlja z vsem svojim neizmernim bogatstvom. Tako bodo le še grenak
in grd spomin te gospodske domovine, na suženstvo zidane s krvjo in solzami gnojene, sramota človeštvu za smeh pravici. Ivan Cankar z Vrhnike. Zdaj pa do Metelkove. Bravo, pohodniki, pa začnimo tukaj v centru neke hude drame s poezijo. Dobrodošli tam, kjer so bili nastanjeni četverica, so imeli to hotelske sobe, take oske, sem jih videl. Jaz bom, dovolite, da bom kratek, samo eno pesem bom povedal iz svoje knjige Zamrznjena pomlad. Še prej bom vas spomnil, kako je nekdo rekel o osamosvojitvi 25. 26. junija. Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Danes so pa dovoljene sramotenje sanj. To je tako malo cinično povedano, ampak resnično. Jaz bom povedal eno pesem, ki je iz te knjige Zamrznjena pomlad. Kdo je sanjal slovenske sanje, ko niso bile dovoljene sanje? Kdo jih je sanjal ponosno in smelo? Kdo se jih je sramoval? Kdo jih je skrival, zatajeval? Kdo se jih bal priznati? Kdo vanje dvomil? Kdo veroval? Kdo jih preziral, zasramoval? Kdo streljal vanje? In za vse prvo in zadnje vprašanje, kdo je zmagal, ko so zmagale sanje? Ko so zmagale sanje, smo zmagali vsi, tudi v slepoti in zmoti poraženi. A vsakdo se odpoveduje prihodnosti, kdor zaničuje zmagoslavje sanj. Nekako se mi zdi, da je naša država ograbljena. V tistih 80-ih letih sem bila učiteljica na Majdi Vrhovnik, razredničarka, in tule na tem delu je bila vojašnica. Peljali so nas gledati to vojašnico. Ampak jaz sem vsako sredo zjutraj, ker sem bila razredničarka, tudi v kiosku, ki je stal poleg šole Majde Vrhovnik, kupila zjutraj Mladino. In zadnjo uro, tisto sredo, smo imeli uro, kako se je že imenovala, ni bila domovinska vzgoja, ampak neka etika in morala. Družbeno-moralna vzgoja, tako je. In namesto družbeno-moralnih floskul sem jaz brala njim disidentske članke iz Mladine. Tako je to bilo. In Mladina je potem izhajala naprej kot disidentski časopis. Tisto, kar je rekel Aleš Hojs, drži. Študent, Radio Študent je bil takrat na strani demokracije, torej boja za demokracijo. Prav tako Mladina. Danes pa lahko berete eno, poslušate drugo, pa veste, da je tisti trenutek nastopil, ko je rekel Milan Kučan. Danes so dovoljene sanje in jutri je nov dan. Danes živimo ta dan ugrabljene Slovenije. In ne vem, če veste, da ste pravkar stopali čez trg Marije Terezije. Ne veste? Ko sem bila v mandatu 2014-2018 predsednica komisije za ulice,
smo sprejeli, da je tule na sredini trg Marije Terezije. Marija Terezija, ki je poskrbela za osveščenje in izobrazbo naših državljanov, takratnih državljanov Avstro-Ogrske. Ampak vendarle, osnovna šola je bila in dolžni smo ji spomin. Mislite, da je Janković dal izvesek oziroma tablo Trg Marije Terezije? Jaz ga ne vidim. Trg nosi njeno ime, ampak ne zasluži si pa table. Naj mi oprosti, če ga nismo videli, če ga pa nismo videli zato, ker je tako skrit. Tukaj, v tej stavbi, Celica imenovani, so bili zapori. Tukaj so bili zaprti Janša, Tasić, Borštnar. In tukaj to stavbo so potem hoteli po osamosvojitvi, dolgo zatem, ves ta kompleks porušiti. Neka iniciativa, vodil jo je Jani Rožič, arhitekt, pa je to stavbo želela preoblikovati v hotel. Ta stavba je danes hotel, hostel, tako rekoč, ki je znamenit po celem svetu, zaradi tega, ker je ohranil svoje hotelske sobe kot celice. Seveda tega ne boste našli v šolskih učbenikih. Je pa res, da je leta 2000, mislim, da je bilo to 2017, želel župan to stavbo prodati, mislim, da Turkom. Takrat sem se jaz aktivno uprla in pobrala podpise za izredno sejo. Rabili smo pa še en podpis, in sicer podpis Levice. Nataša Sukič je dala svoj podpis, da se ta stavba ne proda. Ampak, verjemite, čez 3 dni je umaknila svoj podpis. Kljub vsemu pa je vendarle zalegla ta grožnja in župan ni prodal te stavbe Celica. Danes je, mislim, da v sklopu javnega zavoda Ljubljanski grad. Danes potekajo noter kulturne prireditve, nekaj pa na tej stavbi vendarle manjka. Manjka tisti napis, podoben kot je na Roški, kaj pravzaprav, zakaj je ta stavba tako znamenita. In manjkajo ne samo ta napis, manjkajo tudi vsebine v šolskih učbenikih. Kljub vsemu, da so bili učni načrti spremenjeni, veste, učbeniki so pa lahko drugačni. Oblast se spremeni in maturitetnih vprašanj več ni. Tako da obljubim, da se bomo borili še naprej, da ta stavba dobi svoj značaj na pročelju in da tudi dobi svoje mesto v šolskih učbenikih. Zdaj pa vabim vse, da se napotimo še do Unionske dvorane po trasi, ki nam jo je ljubeznivo pomagal izbrati gospod Aleš Primc. Naj povem še tudi, da se pobirajo podpisi za referendum, za to, da za vlogo očeta. Oče v družini je pomemben. Meni je moj oče povedal vse tisto, kar je bilo bistveno, da sem se lahko v življenju opredelila za tiste vrednote, ki danes tudi tvorijo Slovenijo, na podlagi katerih je nastala Slovenija. In res hvala lepa ti, oče, čeprav pokojni. In dejte ta podpis Alešu. Gospa v rožnati malčki vam bo natančneje povedala, kako. Pozdravljeni vsem, sem Polona, jaz zbiram podpise. Tukaj je treba dati ime, priimek, Emšo. Emšo je nujen, mora biti čitljiv, zato ker tukaj se s tem dokazuje podpis in potem še naš današnji datum 21.6. Bila bi pa zelo hvaležna, ker sem upam, da nisem sama za pobiranje podpisov, da še kdo mi tukaj pomaga, da bo to hitreje steklo. In sem tudi vnaprej vam hvaležna, kdorkoli bo to dal. Hvala lepa. Najprej, res ste vztrajniki. Vztrajniki, ki ste vztrajali še iz časov, ko smo se osamosvajali, vi ste postavljali to državo in vi ste stali na Roški in vi ste stali pred sodiščem 2014, ko je bil velik poskus ugrabitve naše demokracije. Aleš Primc je bil tisti, ki je vodil nas vztrajnike, da smo lahko zdržali
Spomnite se, vročini, takšni kot je danes, poletnih nevihtah, ko nas je pralo, po zimi, novembrskih dneh, ko nas je zeblo v noge, pod plate, da smo cepetali, ampak smo vztrajali. In Aleš je bil tisti, ki nas je takrat vodil. Aleš, kje si? Še enkrat lepo pozdravljeni. Danes smo na enem, tudi tole je eden od zgodovinskih krajev slovenske osamosvojitve in začetek slovenske večstrankarske demokracije po letu 1940, ko je seveda bila ukinjena slovenska demokracija. Tamle moj sin gre ven, a lahko samo enega? Se pravi, po letu 40, ko je bila ukinjena večstrankarska demokracija na našem območju. In to večstrankarsko demokracijo so začeli prav kmetje. Kmetje so prvi začutili, da je nastopil čas, ko se lahko začnemo pogovarjati o večstrankarski demokraciji in o samostojni in demokratični Sloveniji. Kmetje verjetno zato, ker so po svojem gospodarskem položaju mogoče za odtenek bolj samostojni ali pa bolj neodvisni od vseh ostalih, vendarle hrano proizvajajo sami zase. In tako se je začelo neko vrenje med mladimi kmeti, pa tudi med starejšimi in tudi med kmetijskimi funkcionarji, tam v 87. letu že. In leta 88 spomladi je dozorela ideja, da naredijo en velik zbor tukaj v Unionski dvorani. In ta zbor se je zgodil 12. maja 88. Na tem zboru, na začetku verjetno, tudi kot v tej knjigi popisujem, kot so organizatorji predvidevali, ni bilo mišljeno, da se bo vse tako razvilo, kot se je. Ampak bil je to nek upor, kmečki upor, na katerem so želeli predstaviti zahteve kmečkega stanu. In sicer ta shod v Unionski dvorani, ta zbor v Unionski dvorani je imel naslov: Ali mora kmet res samo ubogati? To so bili plakati, ki so viseli po vseh kmetijskih zadrugah, po vseh vaseh in vabili na ta shod. No in 12. maja 88 se je v Unionski dvorani zgodil en velik dogodek, ki se ga je udeležilo 1500 ljudi. Se pravi, dvorana sprejme mogoče okrog 800 ljudi. Ljudje so sedeli po tleh, ljudje so bili polno na balkonih in tako naprej. Se pravi, do zadnjega kotička so kmetje in tudi nekateri drugi napolnili to Unionsko dvorano. In razprava na začetku je še tekla tako, kot je bilo predvideno, potem so pa začeli počasi v roke jemati stvari kmetje iz ljudstva. In bom zdaj prebral eno poročilo, kako je ta zadeva potekala, je sorazmerno zelo kratko. Se pravi, ta shod v Unionski dvorani se je prelevil ne v javno tribuno, kot je bilo na začetku sklicano, se pravi javna tribuna. Tudi javna tribuna je bilo sklicano, če se spomnite, shod na Kongresnem trgu. Se pravi, javna tribuna se je prelevila v ustanovni zbor ustanovitve Slovenske kmečke zveze, prve Slovenske demokratične stranke, sicer z naslednjim sklepom. Javna tribuna se razglaša za ustanovni občni zbor Slovenske kmečke zveze in Zveze slovenske kmečke mladine. S tem sta Slovenska kmečka zveza in Zveza slovenske kmečke mladine ustanovljeni. Iniciativna odbora za ustanovitev obeh zvez dobita pooblastila upravnih odborov Slovenske kmečke zveze in Zveze slovenske kmečke mladine. Se pravi, s tem sklepom je bilo začeto slovensko večstrankarstvo prvič po drugi svetovni vojni. Predsednik je postal Ivan Oman, kmet iz Minca,
predsednik Kmečke mladine pa dr. Emil Erjavec. Ta shod je bil sicer res kmečki, ampak so ga za prelomnega prepoznali tudi mnogi drugi, tudi mnogi izobraženci. Med drugim se je recimo te javne tribune, ki je postala ustanovni zbor Kmečke zveze, udeležil tudi dr. Jože Pučnik, Janez Janša, Igor Bavčar, France Bučar, mnogi drugi, med njimi tudi dr. Anton Trstenjak, ki je imel en zelo močen govor tukaj v Unionski dvorani, v katerem je med drugim dejal takole: Kmet, tvoje korenine segajo do pekla in nihče jih ne more izruvati. Slovenski kmet je vedno bil, je in bo korenina slovenstva. Se pravi, tako je dr. Anton Trstenjak povedal na tem ustanovnem občnem zboru Slovenske kmečke zveze. Zdaj pa, ker smo že malo zmatrili, mogoče samo še ena malo pikantna pozornost, ker Janeza Janšo poznamo kot enega resnega človeka, ne? Tukaj je pa poročilo, kako je bil oblečen Janez Janša na tem ustanovnem občnem zboru Slovenske kmečke zveze. Takole pravi Marija Markeš, ki je bila prva tajnica Slovenske kmečke zveze. Na ustanovnem shodu v Unionski dvorani je bil tudi Janez Janša. Me prav zanima, če bo prišel na 20. obletnico tako oblečen, kot je prišel takrat, v rdečih črtastih hlačah. Janez Janša, ko je bil mlad, je bil, se pravi, očitno tudi, kar se tiče mode in obleke, precej drzen človek, tako kot je drzen in pogumen še danes. Hvala lepa vsem, da ste prišli, hvala lepa organizatorjem za to čudovito pobudo pohoda po poteh slovenske osamosvojitve v Ljubljani. Jaz si želim, da bi ta pohod postal tradicionalen, ker mislim, da je pomembno, da takole pred praznikom obudimo spomine na te čase, ki so res prelomni za našo sedanjost, tudi ne samo za našo preteklost. In še enkrat hvala Mojci Škrinjar, hvala Danijelu Selčanu za to čudovito organizacijo. In še enkrat, kdor še ni podpisal, res lepo prosim, da podpišete za referendum. Hvala, Aleš. Jaz pa si želim, da bi ravnatelji ljubljanskih šol, pa tudi drugih šol po Sloveniji, naredili takole učno pot za svoje učence in dijake. Da bi spoznali vse te točke, ki smo jih mi danes obiskali, če drugega ne, vsaj na takem kratkem pohodu. In še nekaj za dušo Tone, prosim. Sodeloval sem na tem veličastnem dogodku 12. maja 1988 v kulturnem programu. Verjetno sem prebral kakšno kmečko pesem, ki je bolj trpka ali pa žalostna, pa ne vem več katero. Zato bom zdaj prebral svojo slovensko pomlad. Ta prvo sem tam prebral oziroma povedal Menartovo, moja pa bolj kmečka. Slovenska pomlad. Razlika pa je v tem, da Menard piše pomlad z malo, jaz pa z veliko. Slovenska pomlad je pomlad vseh pomladi in je zasluženi dar zgodovine. Slovenska pomlad je neponovljiva, a obnovljiva slednjo pomlad. Ko kmet gre po vsaki premagani zimi na polja in njive orat in sejat, srčno in zvesto, kot prvo pomlad. Zdaj pa se bomo počasi napotili proti trgu doktorja Jožeta Pučnika. Ko sem bila poslanka, sem dala pobudo, da se v Ljubljani nekje naredi, poimenuje trg doktorja Jožeta Pučnika. Gospod Janković, dober pragmatik, je ob začetku vlade Janeza Janše 2020 vneto prikimaval temu. Ampak potem pa počasi, kako so počasi krušili partnerje stranke SDS, torej SMC in Desus, ko so jih počasi rušili in krušili,
se je krušila tudi njegova namera. In je obotavljal se in obotavljal, najprej rekel, bo tam, ne bo tam. Skratka, kljub tej uradni pobudi, tega potem ni bilo. Po njegovi zaslugi. Kakor po njegovi zaslugi ni dolga leta visela zastava z Ljubljanskega gradu. In vedno kot mestna svetnica sem to pobudo vlagala. Na koncu je vendarle uspelo, se je omehčal. Kar pa zadeva trg doktorja Jožeta Pučnika. Glejte, vse ni važno, kaj misli župan o tem. Vse ni važno, kaj pravijo papirji, če tudi ni važno, da ne stoji niti tabla Marije Terezije, avstrijske cesarice, na tistem trgu. Potem, če to ni važno, potem pa tudi ni važno, kaj piše kjerkoli v kakšnem papirju. Mi vemo, da je to trg doktorja Jožeta Pučnika. Če njega ne bi bilo, bi mi tukaj govorili Bog ve kakšen jezik, ki ne bi bil naš jezik. Zato gremo na trg doktorja Jožeta Pučnika počasi, ponosno in hvala našemu spremljevalcu, gospodu Domnu iz ansambla Vižari, da nas spremlja, nas upogumlja in da tudi opozarja mimoidoče. Mislim, da imamo kar dobre odzive. Z razliko kakšnih 2 sitnop nas vsi lepo pozdravljajo. Gremo počasi. Jaz sem navajena, da govorim kratko in jedrnato, zato posebno, ker je še vroče. Ko je bila okupirana Ljubljana, jaz sem zdravnica, sem delala v zdravstvenem domu na Metelkovi in sem bila razporejena en dan, to je bilo takrat, ko je bilo eno streljanje, sem bila, da moram 9 priti dežurna in do jutra. Na kar se je zgodilo to, da so me poklicali ob 5, da se bojijo teme, zato ker je nasproti pač bila kasarna in da bodo prišli po mene ob 5. In res pridejo po mene ob 5, pride naš rešilc zdravstvenega doma z zastavo gor, z rdečim križem in ko se peljemo mimo tistega vhoda, ko je nasproti tle, ko smo mi bili, nasproti proti železnici, je rekel meni šofer, ne obračati glave, ampak glejte samo oči. In kaj sem videla? Celo dvorišče, kamion do kamiona z vojaki z bajoneti. Takrat sem pa jaz dojela, da gre resnično za katastrofo. In potem ko smo bili pa dežurni zvečer, je prišlo spet do streljanja in naš direktor, ki je bil pač heroj naj bi bil, ampak je odcvrl domov, pa ga ni bilo do jutra nikjer za videti. Tako, sem kratka pa jedrnata toliko, da boste vedeli, kaj bi nas tako čakalo, ker to je bilo najmanj 200-300 bajonetov pripravljenih za nas. Hvala lepa. Jaz pa se bom vrnila še mogoče malce nazaj. Ko sem dobro začela brati, oče je imel naročeno delo, sem zadaj na zadnji strani vedno rada prebrala strip. Ampak potem nekega dne sem pa začela brati prvo stran. In potem je moj oče rekel, kaj pa ti to bereš, to je politika. Sem rekel, ja, lej, to pa meni ni jasno. Prav veš kaj, še marsikaj ti ne bo jasno. Ampak s politiko se pa ne ukvarjaj, mi je rekel. No, vidite, kje sem pristala. No, zakaj pa je tako bilo? Moj oče je nekoč, danes smo veliko govorili o očetih, ne, in Aleš tudi poziva k očetovski vlogi. In moj oče mi je povedal, da ko je bil pač prisilno mobiliziran v JLA, kajti ni bil v partizanih, napotil se je, da gre v partizane, ampak je zbolel za tuberkulozo, zato pač ni šel in zato je pač fasal 3 leta JLA. Odslužil mandat 2,5. In takrat je vozil kamion, in sicer kamion iz Primorske oziroma z Notranjske, kjerkoli že, in je prevažal drva v Ljubljano. Nekoč je pripeljal ta drva v današnjo škofijsko gimnazijo, v Štulo. Tam je zagledal dolgo vrsto kamionov in šoferje. Čudno se mu je zdelo, da so bili vsi pijani.
In je rekel, kako pa vi to lahko vozite, če ste pa pijani. In eden mu je rekel, veš kaj, če bi ti to vozil, bi tudi pil. Ti šoferji so potem odpeljali, Štula je bila takrat zbirni center, in so odpeljali te ljudi, ki so bili tam zaprti, na morišča. Moj oče je takrat sprevidel, kaj to je, in zato se je vedno upiral iti v partijo. Niso vsi vedeli vsega, vse teh povojnih pobojih. Danes lahko berete o zapise Hude jame na X-u in marsikoga bo to pretreslo. In jaz mislim, da danes stojimo na enem trgu, na katerem je ena stvar preveč. To je tista stvar zadaj za vami. In to mora iti v pozabo. Zdaj pa seveda gremo k našemu programu. Najprej bom zaprosila Toneta, da nam nekaj pove, potem pa naprej. Torej, gospod Lojze Peterle, to je tisti človek, ki je rekel, da smo doživeli nasmeh zgodovine. Smo mislili, da bo prišel pol ure pozneje. In sem rekel, Mojci, pa da ta čas zapolnimo, bom jaz povedal še enega Cankarja, kar se splača na ta najlepši dan in na tak pohod. Najlepše besede o slovenski domovini bom pa vseeno povedal. To je pa Cankar, je pa vabilo, da spregovori pol prvi predsednik slovenske vlade. Cankar je pa tako rekel, o domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in rekel, to bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda. Šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl na nje. Pustele že tam. Strme proti nebu s slepimi očmi in prosijo milosti. Na zadnje mu je ostalo polno perišče lepote. Razsuje na vse 4 strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obale, pa od Triglava do Gogorjancev, in je rekel, veseli ljudje bodo živeli to, pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Vsekakor je rekel, se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila. Zrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, ostrmi pred tem čudom Božjim, srce ostrpeče od same sladkosti, da je Bog ustvaril paradiž, veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vse, kakor je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki, pravijo tudi, da so bili zvočnejši in bolj pripravljeni za vsakdanjo rabo, ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja, iz zemlje same zveni, kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo, ter se ozro nad čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina! Pozdravljena iz veselega srca! Pozdravljen, gospod Peterle! Vas lepo povabim, da skupaj zapojemo drugo in 7. kitico naše himne. Komu najprej veselo zdravico bratje čmo zapet, Bog našo dobro bijelo, Bog živi v slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Brate vse, kar nas je,
sinov sloveče matere, sloveče matere. Živedaj vsi narodi, ki krepni dočakat dan. Tako, da sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, neurag le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, neurag le sosed bo. Neurag le sosed bo mejak. Hvala lepa, gospod Marko Fink. Zdaj pa na tem znamenitem trgu, kjer smo stali in gledali v nebo, ko je preletel nebo velikanski avion, hrupno. Takrat, ko je spustila se zastava z rdečo zvezdo in se dvignila slovenska zastava. Takrat je bil predsednik prve slovenske, res slovensko državne vlade, gospod Lojze Peterle. Posebno čast mi je, da lahko danes pozdravim gospoda Lojzeta Peterleta na trgu, ki ga mi, ki smo to državo soustvarjali, imenujemo Trg dr. Žute Pučnika. Gospod Lojze Peterle. Spoštovana gospa predsednica, drage domoljubke in domoljubi, slovenski demokrati, nisem tukaj zato, ker imate tako fejst predsednico. Sem pa razmišljal, kje vse ste danes hodili in mislim, da sem bil na vseh točkah, ki ste se jim poklonili. Bil sem na Roški, bil sem na Kongresnem trgu, kjer sem poslušal Toneta Pavčka, pesnika, prebirati Majniško deklaracijo. Bil sem tukaj, ko smo spustili zastavo z revolucionarnimi simboli. Tisti spomenik je bil pa malo pretežak in ostaja težak do danes. Jaz sem vesel, da je gospa Škinnerjeva že omenila, kje se nahajamo. Kakorkoli se bo ta trg nekoč imenoval, bo ostal Trg Republike. Trg vseh nas. Osamosvojitev smo proglasili tisti dan 26. junija tukaj za vse Slovence. Končali smo čas, mislili smo tako, čas koncepta sovražnika. Koncept sovražnika, ki je tako drag komunizmu, pomeni, da ti delaš boljšo družbo, tako da nekatere odstraniš, izločiš, likvidiraš. Vsi vemo, o čem govorimo in tudi zgodba gospoda Škrinjarja govori za to. Lahko še za mojega očeta povem, da je bil na začetku podpornik partizanov. O tem imam tudi pisno pričevanje. Rešil je življenje narodnemu heroju Francu Kresetu Čobanu, ki so ga lovili Italijani. V njegovi rojstni vasi so ga zakopali v gnoj, da bi ga skrili pred Italijani. Italijani so vse prebrskali, ker so videli, da je šel v hišo, da ga pa iz hiše ni bilo. No, v gnoj pa niso šli in zato je preživel. Tako da te zgodbe jaz še nisem razlagal, ampak jo danes ob tej priliki povem. Potem je bil na Rabu, ker če bil kakšen simpatizer okupatorja, ne bi končal na Rabu, pa ga tudi ne bi premestili v Reniči,
kjer je umrlo veliko Slovencev in se tudi ne bi peš vrnil iz Italije in se, potem ko je videl, kaj doma dela revolucija, odločil, da gre k domobrancem. Vprašal sem ga, zakaj je to storil, je rekel, zato, ker so imeli najmanj krvave roke. Tako je rekel moj oče, jaz sem si ta stavek zapomnil in sem mu hvaležen, da se je odločil za etični in ne za revolucionarni kriterij. To, kar se je 26. junija 1991 zgodilo tukaj, je enkratno v slovenski zgodovini in jaz upam, da tega ne bo treba nikoli ponavljati. To govorim tudi zato, ker sem stal na tem trgu tudi takrat, ko so na dan najbolj mogoče kulturne poklonitve žrtvam revoluciji ukinili prav v tistem času, ko smo stali tukaj, prižigali sveče tudi za heroje, tako zvane heroje, takrat so ukinili dan spomina. Glejte, pri takih razlikah je težko živeti skupaj, ampak drugega nam ne ostane, kot da najdemo pot v višjo kakovost slovenske medsebojnosti. Se spomnimo, da je 90% ljudi glasovalo za samostojnost. Se spomnimo, da smo v tej hiši brez glasu proti sprejeli zakon o plebiscitu. Mislim, da je bil to edini zakon, ki je bil sprejet na tak način. In osamosvojitev s svojimi vrednotami in svojimi načeli ostaja tisto, iz česar lahko živimo. Mi smo doživeli v prejšnjem stoletju dva velika projekta. Eden je bil projekt komunistične partije, revolucionarnega prevzema oblasti, drugi je bil projekt strank Slovenske pomladi, izbrane v Demosu, ki so želeli za vse demokratično in samostojno slovensko državo. Zato smo bili na plebiscitu. Šli smo na plebiscit, ko smo hoteli v Evropsko zvezo. Imeli smo plebiscit, ko smo se odločili, ali gremo v NATO. Ni bilo plebiscita za revolucijo, ni bilo plebiscita za komunistično Jugoslavijo in ni bilo plebiscita še za kaj drugega. Torej, to je ena velika razlika, za katero bi si želel, da bi v njej zvedeli kaj naši otroci v šoli, ampak tega ne zvejo. Ne zvejo niti, da smo imeli vojno za Slovenijo. Da se bom spomnil pa še nečesa. Vi ste, prej me gospa Mojca poklicala pa rekla, mi bomo prej prišli, kakor sem povedala. Torej, s vam čestitam k vaši hitrosti v tej vročini in bi se rad spomnil, da smo mi, lejte, 8. aprila smo zmagali prve demokratične volitve s projektom samostojne slovenske države. 26. junija, torej dobro leto ali pa recimo leto in 2 meseca zraven, smo pa proglasili državo. Imeli smo dinamiko, imeli smo hitrost, imeli smo zavezo, imeli smo cilj, ki je zasenčil vse razlike, imeli smo nekaj česar, kar bi rekel, da je neponovljivo. In ker je bilo to tako, smo tudi zmagali, ker je bilo tako, se lahko danes s ponosom spominjamo, kaj smo skupaj dosegli. In jaz sem vam hvaležen, da ste tole vročo uro posvetili spominu ljudem in krajem, ker se je spočenjala Slovenija. In dokler bo v nas domoljubje, bo tudi živela naša država. Tista legmota bo pa našla prostor, kot je bilo zanjo že predlagano, ker ne predstavlja vrednoto samosvojitve, ampak predstavlja, kot je rekel tudi nekdanji predsednik države Kučan, nek drug čas, ki je imel druge vrednote. Torej, jaz pozivam vse Slovence dobre volje, domoljube in demokrate, stopimo skupaj za tisto, kar nas bo krepilo, ne pa delilo in ubijalo energije. To, kar delate vi, krepi slovensko energijo. Naj živi samostojna in demokratična Slovenija. Najlepša hvala, Lojze, za te besede, ki zadevajo preteklost, ki obujajo preteklost in ki nam dajo tudi vodilo za budućnost. Hvala. Hvala vsem vam, ki ste prišli danes tole podpreti v tej vročini. Kljub temu, da imamo svoja leta, to organizira klub seniorjev in seniork SDS.
In seveda smo povabili zraven vse ljudi, vseh prepričanj, različnih političnih prepričanj, religioznih prepričanj, samo da imajo eno vrednoto, Slovenijo v srcu. Zahvaljujem se Alešu Primcu za velikansko pomoč. Zahvaljujem se Danielu Selčanu za operativo. Zahvaljujem se Richardu Gerbcu za organizacijo, pomoč pri organizaciji. In vas vse pozivam, da drugo leto to ponovimo. Jaz pa obljubim, da bom pisala vsem ravnateljem slovenskih šol, prošnjo, naj vendarle naredijo ekskurzijo po teh točkah. Nič jih ne stane. Hvala, želim vam lep preostanek dneva, gremo se podpreti, da ne bomo žejni in lačni. Hvala za vašo prisotnost, hvala za to, da ste soustvarjali to državo in hvala za to, da jo vendarle želite obdržati. Hvala tudi Tonetu Kuntnerju, ki je dušo dajal že takrat, v tistem času, in da jo daje danes. In hvala Domnu iz ansambla Vižarjev, da nas je pospremil in da smo lahko preživeli ta vroč dan. Še preden pa nam Domen še nekaj zaigra, pa dajem besedo še Tonetu. Upam, da ne bo prevsiljivo. Začeli smo na trgu, ker je Pavček prebral tistole deklaracijo, smo praznovali pomlad in zato bom jaz svojo intimo še na koncu povedal eno pesem, ki sem jo napisal. Zgodil se je čudež. Še pomnite, bratje? Prišlo odrešenje, bratstvo med brati in z bratstvom pomlad. V vsa naša srca, v vse naše hiše, po vsej domovini in zdomstvih sveta in spremenila brezupnost v upanje. A nismo zoreli in rasli, bratje, s čudežem tistih pomladnih dni. Lahko bi samo še dodal ene verze, pa jih ne bom, ker so tu zapisani, ki pa govorijo o tem. Pozdravljena Slovenija o nikoli strtem upu. Pozdravljena, pozdravljena včeraj, danes, jutri. Hvala za povabilo, iskrena hvala in seveda na tako lepem obeležju. Ne gre brez slovenske ljudske pesmi. Jaz si bom zdaj v venček spletel. Pomagajmo!